Viš, to so ti podcasteri, kot smokajo na začetku podcasta. Ne? Ko stari časi podcasta brez filtra, ko smo še jedli, veš, vmes. In pol je tako nekaj govoril, vmes pa si. Tako to poslušal. Zanimivo, ne? To bomo pustili noter, zato da enkrat začnemo podcast, tako kot to delajo podcasteri. Poslušajte, berite in klikajte Večer za vikend, ker smo z vami in za vas tukaj vsak trenutek. Zdravo, to je Večer za vikend, petkova različica večerovega dnevnega podcasta Večer zjutraj, ki ga podrobno in dnevno spremljate na naših platformah, na Spotify, YouTube, Apple Podcast in kjerkoli si to pač zaželite, seveda pogosto tudi na Večerovi spletni strani. Tokrat z mano dva podcasterja, jaz sem Miha Dajčman, v moji družbi pa Pubeca brez filtra, Miha Krajnc in Tomaž Ornik, zdravo. Servus, bravo. Dober dan. Sta že gostovala v podcastu, ampak če za začetek povejta, kako se počutita na drugi strani, čeprav pri podcastih je tak, da nobeni na drugi strani, ne, ker vsi nekako pripravljajo vsebino, ki gre na koncu na platforme. Ja, pa res je. Kako se počutiš? Meni je super. To je ono klasično novinarsko vprašanje, kako se počutite. Ja, ne, meni je cool zato, ker čeprav bi rekel, da zdaj več ne čutim toliko pritiska, kot včasih, najprej kakimi epizodami, ampak zdaj pa ga več ne čutim nič, zato ker vem, da ta podcast ne sloni na meni, ne? V smislu, da bi zdaj mogel kvalitetna vprašanja postaviti, da če veš, bomo tako nekaj se kajkoli zalomilo, veš, da smo mi dva odgovorna za flow podcasta, pa tak naprej. Ne? Flow podcasta in postprodukcijo, ne? Ker nekaj dela bistvo zajema vse skupaj. To bo zdaj, ja, tako se že dolgo pogovarjamo in sanjamo o tem, da je Mija tudi nekoč se po podcastu vstala, šla domov, pa da bi to bilo vse samo narejeno, ne? Oziroma da je nekdo to naredil, to bo zdaj dejansko se bo to zgodilo. Brez filtra, samorastniški projekt, ki je zrastel v nekaj, kar predvsem mlajša publika rada spremlja na spletnih platformah. Sta si mislila takrat, ko sta začela, pa kdaj sta točno začela, če povesta, da bo prišlo tako daleč, da bo tam imel svoj studio v Ljubljani, da boste si opremo lahko dokupovala in gradila vse skupaj? Ja, ne. Nismo si jih mislili tega na začetke. Pač, ta je bil taki projekt, veš, trije kolegi, dajmo za foro provat, ne. Zdaj pa se je pač razvilo v neki taki res kulski projekt, ki ga rada delamo. Zdaj pa se pač, veš, ne vem, če en sajt vztrajaš nečem, se potem počasi začne nabirati neka sredstva, pa potem malo vložiš noter, pa dobiš neko kamero, pa imaš enkrat studio. Ne, mislim, da sem to tako povedal, da se to tako zgodilo, ne, se ni. Ampak pač, ne vem, zdaj smo tu, kje smo. Daj ti pa povej, kdaj smo začeli. Začeli smo, kaj je to, 2020, ne? Koronski projekt. To je koronski projekt. Ja. To je projekt, ki je nastal, ja, mislim, da ravno lockdown je. Čakaj, zdaj se spomnim, veš, jaz imam taki ful spomin za nazaj, kak stojim tretji letnik na tretji gimnaziji tu v Mariboru in se pogovarjam z učiteljico angleščine in mi ona pove, kako bo zdaj nam pošiljala naloge preko maila in kako bomo to mogli delati in da ne ve, kdaj bomo prišli nazaj, veš, tisti začetni časi, veš, ko si mislil, kazamo, en teden doma ali bomo 2 tedna doma ali pridemo čez 2 dni nazaj, ne, nima veze. In potem, vem, da mi ona to reče, ampak se sprašujem, če smo mi takrat že imeli podcast, smo ga potem začeli. Konec tretjega letnika. Konec, tak je bilo, ne? Ja, menda, ja, 21, ne? Ne, 20 je bilo. 20, ja, mislim, da novembra imamo obletnico, tako da 20, ja. To je bil tretji letnik, tako da to je bil čisti koronski projekt, ker vem, da smo se še hecali, da smo to snemali prej, ne, pa zdaj objavljamo, ker je bilo ilegalno, da bi se družili. Druženje je bilo prepovedano, zanimivo. Ja, pa smo bili tako, to smo snemali en mesec nazaj, zdaj objavljamo. Zlagali ste se. Ja, ne povej. Danes kaj takega ne bi naredila, ker ste že izoblikovani podcasti meni. Ja. Ne, da se več nalažemo. Zdaj vse resnično. Vse tisto je bilo, mogoče lahko zdaj rečemo, dobromerno zavajanje, ampak če smo že pri koroni, ne, ful malo se pogovarjamo o tem, kakšne posledice je pustila na življenjih mladih, videla sta bila takrat dijaka. Bi se to zgodil, pač ta podcast, če bi pač življenje teklo normalno, pa da bi imeli več časa za to, da greste pubeci ven, da se zabavate, da trenirate naprej športe, s katerimi ste se ukvarjali.
Pa jaz bi rekel, da verjetno bi se vseeno zgodilo. Mhm. Ker jaz ne vem, takrat, čeprav lahko neka korona, pa so imeli ful nekega cajta, ne, ni bil zdaj podcast, dajmo mi zafilati za naš prosti čas z nečim, ne. To je bilo pač tak, gremo za foro probat, ne. Ja. Slučajno je bila korona, ne, takrat. Smo imeli malo več časa, ne. To pa je res. To je, ne, ker te prve epizode so bile tak, veš, to smo mi snemali, to je bil 6-urni projekt, da si eno epizodo posnel, ne. Od trenutka, ko smo se v avto spravili, da smo vso opremo not na basi, da smo šli tja k meni na vikend, da smo mi to tam vse postavili, da smo Jerry rigali celo sobo, da je to kakoli stalo, da je kjerkoli reflektor bil tam, pa da smo to postavili vse skupaj, to je bilo, ja. Viš, tega se mi zdi, da zdaj več ni, ko v Sloveniji, ko pridejo neki novi podcasti na sceno, ne, že vsi izgledajo nekako dobro, ne. Proper so, ali pa vsaj ne zgleda, kot da je zadnji celi ruš postavljen, pa da ne imajo luči na lojtri gor zalepljena, ne, tako smo mi imeli, recimo. Takrat pa smo se pač znajdli s tem, kaj smo pač imeli. Ste imeli takrat na začetku, ste imeli kakšne vzornike, kak bi radi bili, ste poslušali Joea Rogana že takrat? Ali... Ja, mislim, jaz sem tu tam, kaj je podcast poslušal, sicer ne tak face, ampak vse tako to smo zdaj že verjetno dosti krat povedali, da to ta neka primarna inspiracija je bila z dialoga, ne? Pač Klemen, Jan in pa Andrej, oni kao so se trije pogovarjali in mi smo tu bili trije in to je bil nek, oni res osnovni koncept, ki smo ga mi na začetku sledili, ne. Itak pa nismo mogli, zdaj se mi samo trije cel čas pogovarjati, ne, smo rabili goste, tako da je pol iz tega nastalo to 3+1, pa pač te solo epizode, ko smo bili trije. Ja. Ker zdaj se Klemna Selakoviča, mislim, prav danes ali pa včeraj je bilo v podcastu Fenomeni, ki je del mreže Vala 202, Boris Kokal je govoril o tem, da je z pomočjo Joea Rogana Donald Trump zmagal ameriške volitve, ne. Zdaj smo v prostorih tradicionalnega slovenskega medija, ti mediji postajajo vedno bolj irelevantni, ne. Mislite, da je ta neka primerjava Klemna Selakoviča, ki zdaj gosti tudi politike v svojem podcastu, primerna, recimo bi lahko ta trend, ki prihaja iz Amerike, povezali tudi Slovenijo? Ja, jaz mislim, definitivno, ne, še posebej v prihajajočih časih in volitvah. Naslednje leto so volitve. Ja. Mislim, ja, 100%, ker midva smo že dobila, kaj je bilo to, leto nazaj, 2 leto, da so bile, mislim, parlamentarne volitve, ne? 2 leti nazaj. 2 leti nazaj, jaz smo dobila... 3 leta nazaj, se pravičujem, ja. Ker zdaj je 3. leto mandata Roberta Goloba, ampak ja, ok, to pa je bilo tak, ja, verjetno. Ne, samo 3 leta nazaj pač nismo bili v Ljubljani, tako da ne vem, kaj pa je bilo zdaj vmes. Nekaj je bilo v glavnem in vem, da so nam pisali mladi poslanci iz SDS-a pa iz Svobode. Obojni? Ja, oboje. Torej, oba pola slovenske politike, razumete, da se morate pokazati. Ja, ampak mlajši, res ti mlajši poslanci, ni bilo to nič teh starejših. Zakaj sta zavrnila ponudbo? Kaj je že bilo to, ker eno sploh nismo, ker načeloma si nismo hotela preveč vpletati v te politične vode, kar ne vem, kako bomo zdaj, ko bo naslednjič ta cikl prišel, pa če ima dobla kaj ponud, ne, ker to smo se pogovarjala, ne, ker ti si bil tak, da nočeš o politiki, ne, jaz načeloma tudi takrat bil, zdaj pa ko sem malo bolj razmišljal, vse ti ostaneš neutralno, lahko podajaš svoje mnenje, si kritičen do mnenja, ki ti ga on poda. Tu jaz ne vidim nobene težave, ne, zato če pride neki radikalni desničar, pa mi govori, da je proti splavu, ne, zdaj se ne rabim jaz sedeti tam, pa ne, sem proti njemu in pač mislim, da je tudi bila takrat debata o tem, da vsaj jaz sem takrat razmišljal, da se ne bi pogovarjal o politiki, ker sem imel ful premalo pojma o tem in se mi zdi, da ne bi mogel držati sploh neke debate, ne. Pa tudi, če bi pač bil meni predstavljen na podcastu neki pol, s katerim se jaz ne bi strinjal, mogoče takrat še ne bi, ne vem, če bo to 2 leti nazaj, ne vem, koliko pač bilo, ne vem, če bi lahko jaz nekako argumentiral ful dobro, zakaj sem proti temu in sem se pač hotel temu izogniti. Možno, da je bilo pred evropskimi volitvami, te pa so bile lani, ne, te 2 poleti. Ja, tudi možno nekaj, da je bilo to, ja. No, ker pač ravno govorite o tem, kako potem debatirati z nekom, ki ima drugačno mnenje in biti v okviru nekih misli, ki so sprejemljive, pa niso zdaj mogoče diskriminatorne, šovinistične, kakorkoli, koliko imate kaj uredniške politike, vidva pri tem, koga vabita, kakšna vprašanja postavljate, kdo bo gost, ker pač smo zasledili v slovenskih podcastih v zadnjem času, v zadnjih mesecih,
kar nekaj kontroverznih oseb. Ne vem, midva smo se, mislim, to vprašanje sem ti že enkrat zastavil, ko si imel predavanje v MKC-u, ampak imata razvit neki dokument, po katerem se držita, ali se tako dobro že poznata, da imata že določeno, pač preko česa ne gresta. Načeloma ne, nimamo nič kaj takega. Nimamo neke take strikne, kaj zdaj pač goste izbiramo čisto spontano, kakšna tematika nas zanima, kaj nam je kul, s kom bi se rada pogovarjala, kdo se nam zdi kul za pogovor. Zdaj, ja, vse pa toliko poznamo, pa malo vemo, da ne bi pa šla v te neke skrajnosti, ko vem, da so v Sloveniji zdaj že parkrat niso se pojavili, vem, da enega specifično, pa ti ljudje, ko so tako malo, kako bi to lepo povedal, ko vem, da se pojavljajo v slovenskem podcast prostoru, ampak so verjetno malo nekaj z njimi malo narobe, ampak se še vedno kar konstantno na novo pojavljajo. Veš, tako niso prav, nekaj ne špila jim čisto vrejo, ampak se veš, ko pojavljajo, pa tumbajo, to te neke bedarije, ampak jih folk pač vabi, ker so zanimivi, ne za poslušalce, pa dobijo dosti ogledov. Tako viralni pa so, ne, ti skrajni pogledi ali pa, ja. Mislim, to midva ne bi, verjet pač saj. Ne, sej, tak, kaj, neki, kako bi tem rekel, moralni kompas, recimo, da mama pač ne in tega se nekako držimo, ne. Se veš, smo imela 4 leta nazaj tudi neke ljudi iz nekih teh slovenskih šovov, ne, ki so takrat bili aktualni, ne, in smo jih povabili takrat samo zaradi tega, ker smo vedeli, da pač to bo, ne, zdaj to in dajmo probat. Zdaj pa se recimo več tega ne gremo, ne, ker je nekako, tako si ti rekel. Ja, tu bi jaz rekel, da si mi dva jemljema malo takega, oziroma ne govoril za oba, rekel za sebe, tako da malo tega ponosa, da iz te igre vseeno mi dva probamo se oddaliti, tega skačemo na trende, vabimo najbolj popularne ljudi, ne, da probamo vedno bolj strmeti proti neki kvalitetnim pogovorom, pa nekaj, kar nas dejansko pa zanima, ne. Da pač tu, ker smo tudi videla največ uspeha v tem, ne, da nekdo, ki je pač zelo podkrepljen z znanjem, to so dobre epizode, pa pač kdokoli, ki je pač ima neke izkušnje, pa je pač zanimiv pogovor, ne. Ne delamo pa več tega, da zdaj je Jožica zmagala kmetijo, jutri bo na čisto vseh, ne bo na 24 ur bo, na popi, na tisto, dajmo še zdaj mi hapsniti po njej, ker vem, da dosti v slovenski podcastu pa to, ne, kdo je trenutno popularen, kakšna drama je v Sloveniji, hitro, na podcast pa se bomo zdaj mi s to osebo 3 ure pogovarjali, ne, samo zaradi tega, ker je bilo neko varanje, pa ne vem. Kot vajen redni poslušalec, ne, moram pohvaliti, pač povedati, da se mi zdi, da sta res naredila v teh letih preskok, ne, od tega, da pač so bili celebrity in vajni prijatelji, pa so bile tudi zanimive debate v to, da poslušalec skozi vsebino res dobi dosti uporabnih informacij, je to tudi del tega vajnega odraščanja, se to odraža v teh vsebinah, da pač skušata pridobiti tudi neko znanje skozi te pogovore. Ja, definitivno. Pač vidi se, kak projekt raste, tudi znamo, ne, tako, veš, to je čist nekak, tako si rekel, ja. Simbioza. Ja, zdaj nočeš malo odraščamo, ne, tada se pač tudi to kaže v podcastu, ne. Stara sta 23, kak sem trofil. In povejta za tiste, pač mi imamo vseeno verjetno posebno drugačno bazo tistih, ki poslušajo in gledajo podcast, s čim se ukvarjate trenutno, samo da pojasnimo. Digitalni marketing, smo svojo agencijo, zraven pa še pikico spletne prodaje, v katerih malo namakam not prste, ampak primarno ja pa marketing. Jaz pa sem videoprodukcija. Freelancer. In zdaj smo pred praznikom dela, to bo objavljeno na drugi dan praznika dela, 2. maja. Kako vidva dojemata ta praznik, je to samo oni teden, ko je vse pač bolj tak na free, ali razmišljata, dajmo častiti tiste, ki se borijo za delovske pravice? Iskreno pa ne vem, kaj bi ti rekel, ker nisem razmišljal kaj dosti o tem. Meni se zdi, da v tem fohu, tako smo mi, to je bolj malo nekih počitnic pa praznikov, pa tega, ne veš, pač se dela čez vikende z privilegijom, da pa včasih ne rabiš dela, ko pa vsi ostali morajo, ne, pač pa se tako malo sam razporejaš stvari, ampak ne vem, jaz osebno ne tako nekaj na te praznike, ne, zdaj veš, nisem nikoli tako, danes pa nedelja, ne bi niti pod razno delo, ali pa se kakšni taki prazniki, to pa zdaj ti ne zna odgovoriti, kaj pa ti, se borijo? Ja,
mislim, jaz imam 1. maj v, kako bi rekel, že od malega, v lepem spominu, ker to je vedno pomenilo, da gremo v Lenart, pa gremo na pohod na Zavrh, pa imamo piknik, zdaj pa je to nekako preraslo v to, da že jaz doma kaj spečem, pa tak ne, pa povabim kolege, tako da jaz sem 1. maj, tak, ne vem, ful, da ga imam rad, ne bom rekel. Ja, to je isto, stoji že. Ja. Ta tradicija, da gremo na pohod, to se ni spremenilo. Ja, že hodim na to te prvomajske pohode, po mojem, kar sem lahko hodil. Ja. Zavrh, to je tam tisti stolp, ne? Tako? Lepo. Nisem še nikoli bil. Leš imamo Rudolfa Majstra tu gor, ne? Ja. Tam je njegova vila, tako da. Super, mogoče pa jutri. In če smo pri tem 2. maju, marsikatera država nima 2 dneva prostih, 2 dneva prosta zaradi praznika dela. Kaj mislite, da to pove o Slovencih, da toliko cenimo svojo delovnost in delo, ali da pač smo si pa izborili to, da pač smo fraj čim več, pa da pač probamo tudi malo ovdati. Ker vi dva pogosto rečete, da haslata, zdaj v tem obdobju, ne. Mislim, zdaj se že malo izogibamo to te besede. Ja, to si tudi opazil, čestitam. Kako bi pa to prevedel, da garata? Pa ne, to še prevod je garanje, ampak se pa še bolj slabše sliši, če prevedeš v slovenščini. Tam je taki... Jaz sem garač. Jaz sem garač, ali jaz pa garam, ne. Veš, in bolj tak sediš za laptopom pa tipkaš, veš, 8 ur na dan. Ne, mislim, da je to definitivno ta druga, kaj si povedal, da smo si pač izborili še en dodatni dan fraj, ne, to zdaj ne bi nekaj preveč poveličeval te... Ja, mislim, vsaj pri nas, pri mladih, pa to ta moja grupa, ko smo, ne vidim, da je v naših zavesti, zdaj pa imamo fraj, ker smo bili pridni, ne, ali pa to pa je zdaj praznik dela, tak, čeprav je, ne, pa je mogoče to narobe, mogoče bi to moglo biti malo bolj... kako bi rekel, prisotno pri nas, ne. Samo realnost pa je, da se mi zdi, pa da ni, ne. Da imamo samo to ti pohod v glavi, pa tiste ribe na žaru, pa to. Pa vse to nekako tudi pooseblja, to, da smo pač lahko prosti, ker smo pridni, pa delamo. Ja, to pa ja. Kdor dela, mora jesti, ne. Ali kak je, ne, tisto je drugače, kdor dela, naj ne je, ne. Napačna. Gremo še k medijem, ne. Da sta Cajtnik na zadnje primila v roke, pa zdaj nočemo, da si na Večerovem podcastu pluvamo v lastno skledo, ampak sami poznamo dejstva, vemo, da je naše bralstvo na tisku, torej nad 60 let na spletni strani, nas berejo vse generacije, ampak številke so bistveno pri tistih nad 50 let tudi tam. Na podcastih zdaj pridobivamo nove publike, ampak tudi s podcasti smo začeli nagovarjati starejšo publiko, kar mogoče ni bila naša osnovna ideja na začetku. No, zato me zanima, vidva sta začela s svojim medij. Kako spremljata vidva medije? Koliko jih, če jih? Ja, jaz osebno. Na zadnje, ko sem bral časopis, je bilo kaki mesec nazaj. Sem prebral en članek. Okay. Ja, drugače pa priznam, da ne prebiram redno časopisa. Mi smo doma naročeni na Večer, tako da dobivamo Večer. Ali. Ja, tako da ga imamo vedno doma, zdaj starši še vedno, ker pač pogosto berejo. Jaz osebno ne, ampak jaz pa sem večino časa v Ljubljani, ne, tam, ki mi dva živima skupaj. Tam pa nažalost ni časopisa v neposredni bližini, ne, našega stanovanja, vsaj ni ga bilo še, da bi ga jaz videl. Dobro. Jaz tudi, odkar sem mali, pomnim, da je skozi bil ali doma na mizi neki večer, ali pa potem v kurilnici za drve kurit, ne? Super. Taki cikl, ja, ne? Odlično. Se reciklira, recimo, če hočem tako rečem. Jaz pa ga berem, pa kaj te vem, ob vikendah, ko sem doma, skoraj vsako nedeljo malo prelistam, ne, ob kavi zjutraj. Ker je vedno na mizi, vsega ne, veš, ni muzi to, da jaz berem celega, ampak veš, pregledam malo, sploh šport ponovaj, ne. Tako da v rokah ga imam, ne vem, 2-krat na mesec, vsak recimo, da bi rekel okroglo. To so navdušujoče številke. Ampak večinoma informacij pa pač ja, itak ne, pač telefon. No in kaj klikneta na mobitel, kaj je vir informacij? So to, je to na Redditu ali je na, kje pridobivata neke osnovne stvari, ki jih potrebujeta, če sploh posegata po novicah?
Jaz osebno ne tako pogosto, če pa pač moram priznati, da je to primarno verjetno Instagram, pa potem TikTok, pa X, ja, Okay. oziroma Threads. Ja, naj omenim še enkrat, ni nič narobe, pač čist poveta, čist iskreno, ker mi moramo to vedeti. Ja, itak. Vi, Tomaž? Ja, jaz bi isto rekel, da sem na teh platformah YouTube pa Instagram. TikTok mi je bolj tak za zabavo, bi rekel. Ne? Sem pa zdaj v zadnjih mesecih full delo na tem, da imam sploh YouTube, recimo, zelo tak informativno obarvan. Sem aktivno začel delati na tem, da blokiram stvari, ki jih nočem videti, ne? Pa da sem subscriben oziroma naročen na ljudi, ki delajo v mojem fohu in da takoj, ko ga odperem, da mi praktično nič druga ne priporoča, kot pa to, kaj hočem videti. Tako da tam mogoče tudi neki taki tips and tricks, bi rekel, da ker veš, hitro dobiš na telefonu oziroma na nekih socialnih omrežjah neki šrot, ne, ki ga nočeš videti, ne. Zdaj pa, če hočeš malo bolj zavestno se spraviti k temu, da bi ti zaradi nekaj naučil, pa dejansko fajn informacije iskal, da si to začneš pucati, feed, ne, ki ti ga pač algoritmi priporočajo. Tako da, ja, informativno, ki dobivam informacije, bi rekel, da YouTube večinoma. Zanimivo, Ja. ker kaj pa potem nekih dnevnih informacij, ki so povezane, ne vem, s tem, Lenarška občina bo naredila to pa to, ali pa avtocesta med Mariborom in Ljubljano bo za 450 dni v gradbenem stanju. Ne. To jaz priznam, tu sem jaz ful slab. Ampak vam je to celo tako vredo, mislim, vam niti ne moti, verjetno. Ne, mene to res iskreno ne moti, ker pač se veš, zdaj bi lahko mi tudi neko odkrivali, neko znanost, kako bi to moglo biti, pa ono pa tisto, Ja. ne, ampak na koncu koncev jaz se ne pomnim dogodka, kjer ne bi sledenju dnevnim pomembnim informacijam o občini Lenart, občini Maribor, občini Ljubljana, kjer se najpogosteje zadržujem, da bi to kakorkoli vplivalo na moje življenje. Pač, veš, res ni, ne. Misliš, da ne? Mislim, ne vem, pač, veš, jaz itak živim v nekem ritmu svojem. Zdaj, naprimer, jaz dosti teh svetovnih novic priznam, da dobim prek TikToka, ker sledim do tega, kaj je Dylan Page, če vem, kdo je. On je ta največji, on ima nickname News Daddy. Aha. Zato, ker on je največji svoboden medij, ki poroča novice. On mislim, da ima na TikToku 16 ali 20 milijonov sledilcev. Okay. In on pač dela te klasične videe, kaj se dogaja in vse, pač veš, vse vojne, vse ono, vse pač karkoli pač svetovno. Za te neke svetovne novice, ja, to, kaj pa, mislim, ker saj pazi, ni res, da bi jaz bil veš čist brez novic, samo pravim, da bi jih jaz sam lastnoročno pridobil, da to ni vplivalo, ne, ker dosti pa jih dobi ne od staršev. Ne, me mama kliče, pa mi pove, kdaj misliš priti toti vikend domov, pa jaz ne, toti vikend ne pridem domov, prideš naslednji, ja, naslednji pa verjetno pridem, ja, veš, pazi, kdaj greš, ker je avtocesta zaprta, pa takrat bo ta 2 pasa, pa takrat zvečer bo verjetno manj, veš, in mi ona to tako pove, in jaz tak, ja, itak veš, da ni panike, ne, tak neko tako osnovno stvar, ne. Pa to se je zgodilo v času adolescence, da sta pač, ne vem, da nista več bila zraven, ko se je prižgala televizija, gledala dnevnik, se to spontano verjetno zgodilo, ni bilo nič načrtno, ne? To, ko sem se odselil doma, se je to začelo, ker jaz vem, da doma smo vedno imeli ono ob 7:00, mi gledamo 24 ur, to je ko začrto, to ni debate, to lahko je na televiziji kajkoli, mi bi to preklopili na 24 ur, ne? Vedno, čist vedno. In to vem, da pač jaz petak sem vedno, ne vem, večerjo jedel med 7 pa 8, ne, ko sem bil še doma, tako da je to vedno bilo nekaj pač skonzumiral, ne. Zdaj pa res, mislim, jaz se ne spomnim, da bi nazadnje jaz tak sam bil ono, razen spet, ko mi mama reče, pa tam je bil en ful dober članek, danes na 24 ur, idi si ga pogledat, zavrti si ga nazaj na ono. Ne, in pol to naredim, drugače pa ne. Kak mislite, da bi moral večer, ki vstopa v 81. leto kmalu, torej čez par dni bo 80-letnica, večer se je prilagajal trendom vseh teh 80 let, mislim, da prva spletna stran novičarska bila tudi večerova, ne, pred 24ur.com, mogoče smo na kakšnih omrežjih malo zaostali, ampak kak bi sploh lahko našo, ker se imam še zadev vajene generacije, ker še nisem 30, pa še eno leto pa nekaj ne bom, ne.
ampak kako bi pridobil vašo pozornost? Ker jaz sem že, mislim, da indoktriniran, oziroma del tega procesa že 8 let in si predstavljam, da je pač nujno, da vsi preberejo, kaj poroča Večer. Ne. Pa trenutno, samo da imamo statistiko v mislih, 450,000 unikov poprečno, imamo vsak mesec približno 8 do 9 milijonov klikov, ne, kar pomeni, da recimo, da vsak 4. Slovenec, vseeno 5. Slovenec prebere Večerovo spletno stran, ne, ampak mi imamo problem, da nas ne berejo vajni vrstniki, pa moja generacija. Kako pridobiti pozornost te generacije? Ja, vse na nek način ti že delaš to, recimo z tvojo reportažo, koliko jaz tvoje videe dosti vidim na Instagramu, sploh o fuzbalu, recimo, ko poročaš, recimo tega jaz vidim ful. In jaz bi rekel, da je to neki način, zdaj če tak, ne vem, naglas razmišljam, ne vem, ok, mi imamo za neke novice, Večer izhaja dnevno, dajmo ob tem, da damo vun cajtnge, dajmo še eno zelo hitro reportažo vrč na Instagram, pa vem pač samo, ne vem, ključne točke povedal, video pa daš to na Instagram, recimo, ne. Ampak potem se bo nekdo iz tvoje generacije odločil, bo upošteval tvoj trik, da si bo izključil iz feeda Večerove vsebine. To ne moreš nič narediti, ampak boljši, da daš to ti video gor, ne, ti prebereš nekaj, kaj se ti zdi, da bi pač najbolj nekako pritegnilo pozornost, kaj se ti zdi pomembno, in pol bom jaz to videl. Aha, ok, čakaj, to je pa mogoče lahko šel prečekirati. Samo spletno stran, grem gor, pogledam. Recimo, ne, to zdaj na hitrca. Okay. Zdaj tega, da te nekdo skanzla, se ne moreš izogniti, ne, ne moramo, ne, verjetno je ogromno ljudi že kliklo not interested, ne, na Instagramu, ko najn video pride ven, ne, od podcasta, kaki izsek, ampak za čas čisto odgovorim tak nekaj splošno za ljudi, ne, na primeru sebe. Mene bi definitivno več tak pritegnili, da bi mi neki zanimivi, privlačni videi skočili pač na moj feed gor, ne. In zdaj, če bi jaz tega dovolj videl, če bi me tematika dovolj zanimala, bi me lahko dobili po prodajnem kanalu Lijaku naprej na vašo spletno stran. Ne? Okay. Ampak preprosto odgovor, bi bil pač dinamična, zanimiva vizualizacija zgodb. Vertikalna video vsebina. Jaz imam eno vprašanje, imam v bistvu, zdaj sem se spomnil. Hotel sem samo, da ti skočim besedo, upam, da ne od ta izstavlja računa za te financujete. Kaj se ti zdi, da imamo, zdaj študiram, ne? Ker recimo zdaj mogoče nekdo posluša najo, pa si misli, da je pa mogoče na neki način to malo neodgovorno, da mladi niti toliko nismo, da bi malo neke dnevne novice prečekirali, ne? Se ti zdi, da je mogoče tudi mogli na mladih nekako delati, da bi nam to prišlo malo bolj v zavest, da čakaj, mogoče pa je bilo fajn, da se celo malo pozanimam, kaj se dogaja okrog mene. Kaj te vem, jaz mislim, da je to pri vseh generacijah bilo nekaj podobnega, da pač je do nekega načina informiranja čutila odpor in so potem zrasli neki samorastniški projekti, ne vem, pred 50 leti je to bil mogoče Radio Študent, ki je imel povsem drugačen način sporočanja informacij za svojo generacijo kot tradicionalni, nacionalni radiji, potem so pred 2 desetletjama nastali neki manjši lokalni portali, ki so samo kratek news objavljali, zdaj ste vi začeli delati svoje podcaste in delate dejansko zanimive vsebine na nek svoj način, tako da jaz ne mislim, da bi to zdaj moglo biti institucionalno urejeno. Bi seveda koristilo, če bi bil v, ne vem, 9. razredu, pa v 1., 2., 3. letniku srednje šole program državljanske vzgoje in bi bili pač tudi mediji predstavljeni, samo kakšen bi pa to imelo učinek, vsi vemo pač, kakšni smo, ko smo bili v najstniških letih, lahko da to še bolj negativno vpliva na vsakega posameznika, tako da se na neki točki potem, ko človek potrebuje določene informacije, mogoče pač preskoči potem na portale pa na medije, ki mu dajo nekaj več, sej vidva, ko verjetno sta naročnika na kakem Netflixu ali pa kaj takega, plačata, podpirate vsebine, ki vama nekaj pomenijo, ne, vajni naročniki, tisti, ki so vključili monetizacijo oziroma ki so plačniki, dobijo še nekaj več, ne, in iste pri Večeru, pač 450,000 različnih bralcev imamo vsak mesec, ampak od tega je samo 1% tistih, ki na digitalu
pa mogoče več, ne vem, če sploh te številke lahko povem, ki dejansko potem plačujejo vsak mesec za te vsebine. Ne? Da pač te stvari so nekako normalne. Obstajajo pa države, kjer je pa digitalnih naročnikov na neke novičarske strani bistveno več. Mi poznamo primer iz Slovaške, kjer ima en medij, ki je velikosti Večera, recimo 60,000 digitalnih naročnikov, ne? Kar pomeni, da je tudi ustvarjanje nekih podcastov lažje izvedljivo v nekih izjemno dobrih studijih, ker je prihodek z nekih teh naslovov digitalnih vsebin bistveno večji. Sem dovolj dobro odgovoril na vprašanje. Ok, o vsebinah smo se že pogovarjali, ampak kakšne vsebine bi pa še, ne vem, prihodnje vidva iskala? Kaj si želite brati, o čem poslušati, kakšne podcaste, kakšne spletne članke? Ker verjamem, da veliko poberete tudi iz tujih medijev. Ne? Dan danes je dostopno v bistvu naši generaciji čisto vse, ne? Nismo lokalno omejeni. Jaz zadnje čase me vedno bolj zanima politika. Vedno nekaj tu malo pogledujem se s tem, pa tukaj poslušam. Tako da jaz bi, to sem že razmišljal za najo, da bi imela nekoga, ne dejansko politika, ampak moče ne vem kajega študenta politologije ali tega. Ali pa da ne vem, da bi se lotili veš malo take razlage trenutnega političnega stanja po svetu, ker verjamem, to dosti nekih mladih, veš, slišiš lahko ogromno, nekaj vsak dan veš slišiš nekaj Trump pa Elon Musk sta pa oni se dela ne, ampak sem veš ne, dejansko niti jaz ne, kot recimo, da še bolj kot ne to spremljam, kaj šele nekdo, ki samo malo sliši o tem, ne, da je malo se te tematike bolj dotikali. Druga pa jaz, ne vem, ti? Specifične želje? Čakaj, kaj lahko, zdaj nisem točno razumel tega vprašanja, vi ste... Po čem boste posegala, recimo v prihodnje, po kakih vsebinah? Jaz sem zdaj ful fokusiran pač na to, kaj bi si želel, da bi bila moja kariera enkrat, torej neka v bistvu videoprodukcija, tako da itak tega konzumiram največ, ne? Ampak zaradi tega pa še me vedno zanimajo neke življenjske stvari, ne? Ki mi pač lahko pridejo prav. To pa zdaj ne vem, kaj bi ti rekel ravno. Tisti dnevi v mesec. To lahko menimo, ker je vseeno iz sestrskega medija, ne? Ampak kako se vam zdi takšen način odkrite komunikacije o nekih zadevah, ki so bile še pred časom tabu? Cool, mislim, verjetno ti je trg dal odgovor na to vprašanje, ne? Ja, res z tem, kako so popularne, ko gledalcev privabijo, pa to tako, zelo pozitivno, verjetno. Super. Ja, ful je zanimivo mi, kako pridejo neke take teme na plan, ne? Folk kar pograbi to, ne? Zdaj pa ne vem, ali je to, ker je še vedno tabu, pa gleda ovi se pa v tem menijo, da mu kliknem, ali smo tako dolgo to zatirali, da zdaj ker veš nekako hlastamo po tem, ne? Ne vem. Zanimivo, naša najbolj gledana epizoda je še vedno z seksologinjo. Ja. S katero? Ono Majo Grintal. Okay. Ko je sicer, mislim, ona zdaj ne vem, kak je, če je to njen uraden, profesionalen, potrjen naziv, ne vem, ampak tak načeloma je ona sama sebe študirala je to. Vem pa, da je potem postala malo bolj znana potem, da je bila na Sanskem moškem, ne? Ja. Ne, tako da, veš, kaj moče, zdaj kdo, ko sem omenil njeno ime, bil tak, ona je Sanskega moškega, ne? Mi smo imeli vsaj leto prej, prednje sploh bila tam, ne. No, tako da možno, da tu ima veze s tem, ker je Polona bila in je zaradi tega dobila neko popularnost, ampak to je naša najbolj gledana epizoda. Zanimivo, ne. Kako pa vi da gledate na cifre, so vama pomembne, kaj je gledano, ali je važno, da se vidvama to fajn, ko snemate podcaste? Iskreno povedi. Iskreno, jaz mislim, da je oni odgovor, meni je čisto eno za cifre, malo taki glup, ne, ker vse na koncu mi zdaj plasiramo medije na net, naprimer zadnje 2-3 tedne imamo zelo dobro, glede vsega, glede novih naročnikov, glede gledanosti, glede novih followerov na Instagramu in vsaj jaz osebno se definitivno zdaj, se ne da bi se kdaj počutil
katastrofalno, ampak se zdaj glede projekta podcasta brez filtra počutim boljše, kot pa bi se počutil v obdobju, kjer bi pogledal, da smo na Instagramu v zadnjem mesecu dobila enega sledilca, pa da imamo trenutno ono puščico na YouTubu tako sivo dol obrnjeno, da ne pridobivamo naročnikov trenutno, ne? Bi se definitivno zdaj boljše počutim, tako da ja, pač so cifre pomembne. Ja, pač definitivno ti dal neki zagon, ne? Ko vidiš, da so v redu, ko pa so pač dol, pa tudi dobiš neki zagon, dajmo to zdaj popraviti, mogoče, ne. Ne, pa rekel, da zdaj ful, ne. Jaz včasih prečekiram te lestvice, to mi je kar kul, včasih sploh ni gor. Danes smo prvič prišla na 3. mesto v Sloveniji, ne. Ko nismo bila že enkrat. Ne, tako visoko se ne. Tuškom? Nima veze. Ne, misli sta, ja, ne. Nasploh. Overall, ne epizoda, ampak overall. Danes ima 3. najbolj poslušan podcast Slovenije na Apple Podcast. Ja, tako da to je taki, mislim, meni bo to kul videti. Ja, pač valjda ne se logično, ne, začeti v neki projekt, vlagaš svojo energijo, svoj čas, na koncu svoj denar, vse, vidiš, ne, pač valjda ti je dober feeling, ne. Mislim, meni bi to bilo res tako glupo, da bi za nekdo tu sedel, pa bi v isti situaciji kot mi dva rekel, veš, meni pa je to popolnoma vseeno, ker sem taki svoboden umetnik, ne, pa nekaj, veš, to je meni malo tako. Ne, pa številke ti tudi povejo malo, vsaj, če delaš dobro ali ne. Čeprav prej smo pa glih rekli, ok, zdaj pa če mi imela nekega iz kmetije, ki je prišel, pa bi bila številka gor, kaj zato pomeni, da delaš dobro ali ne, veš, včasih ne moreš tako vedeti, ampak v smislu, če pa gledaš tako nekako generalno, pa ti vseeno pač nekako pove, da se mogoče giblje že pravo smer, ne. Mislim, še posebej, če se pogovarjaš z nekom, ki nima neke medijske prisotnosti, pa se tu potem tudi odražajo številke, to je meni največji pokazatelj, da delaš dobro, pa da delaš kvalitetno podcast vsebino. Ker pustimo zdaj, če imaš nekoga, ki je tako ali tako v medijih grozljivo popularna. Koliko se pripravljata vidva na epizode, koliko se vam zdi to pomembno, ker pač mi tukaj v tradicionalnem mediju smo navajeni, da pač greš na intervju z napisanimi istočnicami, da si predtem prebereš ful nekih prejšnjih objav povezanih s to osebo, če se le da, se pozanimaš pri kolegih, ki to osebo dobro poznajo. Danes se jaz nisem zdaj ful dobro pripravo, smo ponudil možnost, da mama pošle v istočnice, pa sta rekla, da zdaj ni neke potrebe. Tako da to mi se ne zdelo kar kul, pa sem rekel, vrejo, jaz imam v glavi približno kaj bom, da probam narediti nekaj tak v vajnem stilu. No. Vsaj tak sem si predstavljal, zato ne vem, vidva povejta, koliko ima ta predpriprave. Ja, oziroma tisti, ki mu je gost bližje, ne, oziroma tisti, ki se, ne vem, kako bi rekel, prišel na idejo za njega, zdaj ne vem, če bomo imela nekega bolj glasbenega gosta, bo definitivno on pisal scenarij, zdaj ne vem, za preteklega gosta sem jaz napisal, ne, čist pač tak, kdo kak pride. Pač vedno napišem, ne scenarij, ampak istočnice, tematike, o katerih se bomo pogovarjali, ki jih preberemo prej, preletimo, med podcastom, da bi pa jih gledala ali pa da bi se jih na pamet naučila, to pa že zelo dolgo ne. Ja, naučila na pamet, tako ali tako ne, ampak imaš pa jih tam, če slučajno zagusti čist, ne, da pogledaš, če je treba, ne. Ampak ja, je pa tudi ful odvisno od gosta, ne. Zdaj, če prije neki psiholog, že, ne vem, pa veš, 2 tedna naprej, da nekdo taki prije, pač malo mogoče pogledaš, ki video na to temo, si prebereš, da sploh on je, pa potem jaz nekako podzavestno, tako neko grem na sprehod, malo študiram na tem, kaj mene zdaj tu zanima, pa je bi rekel, da je to nekaj največji del moje priprave, ne. Pa ko si na podcastu, pa je ta gre pač vedno vse v svoje smeri, ne. Zato, ker... Mislim samo reči, da jaz se probam, to, ko si rekel, da vi veš pregledate ful stvari, tega se jaz načeloma probam izogibati, ker da ne zaideš tisto smer, v kateri si že pisal. Ja, da ne ali podzavestno zaidem v tisto smer, ali pa da ne se popolnoma izogibam, zdaj, ker jaz vem, da je nekdo drugi že to osebo nekaj vprašal in veš, in pol bi jaz bil tako, to je ona že govorila o tem, ne. Jaz reči, ok, ta oseba je že bila tu, pa samo čist malo, ne vem, preletim, pogledam, ne vem, če imajo te timestampe od spodaj, ne, na YouTubeu, o čem so se malo pogovarjali, pa čist malo probam pogledati, ostalo pa probam čisto iz pač naju, ne, kaj bi naju zanimalo, pa poli tak skozi pogovor mi dva, ne. Ker če bi zdaj oba dva, ne vem, konkretno šla pogledat, vsak, ne vem, če neka oseba pride k nama, pa že bila na 2 podcastih, da bi pogledala oba 2 podcasta v celoti, ne, mislim, meni to verjetno ne bi bilo pač cool, tebi mi dva tu bi bila
Ok, to so se že pogovarjali, kaj bi zdaj jaz vprašal, malo bi imel že ti onega odprej, kaj ne vem, veš pač tak. Ja. Tega se osebno pravim izogibati. Ampak najmoče pa bi kdo zadal argument, da bi pa bilo pametno, da bi vse pogledal. Zdaj, ko se je govorilo o novem medijskem zakonu, se je veliko podcastov tudi omenjalo, pač nekako jasno je, da so podcasti zdaj vse prisotni, da jih posluša vedno več ljudi. Mislite, pa čisto iz vajnega vidika povejte, koliko bi morali biti regulirani, če sploh, v kakšni obliki strani države, česarkoli bi morali biti vsi podcasti, recimo tudi prijavljeni v razvid medijev, ste kdaj kaj o tem razmišljala, ali nekako dokler ni nujno zapovedano, kaj v tej smeri bi se o tem ne razmišljata. Ja, jaz mislim, da definitivno ne bi smeli biti vsi iti skozi neki filter, ne? Pa da bi za nekdo lahko reguliral, o čem se pogovarjati, pa o čem ne. Se zavedam, da zdaj s tem pride nekaj škode v narekovajih, pa nekaj slabih vsebin, zdaj pač vsak sam ovrednoti, kaj je slabo, ampak tu bi jaz pač dal odgovornost bolj na pač posameznika, ne, se zdaj. Če je nekdo čuden, pa govori bedarije, pa si ti zdaj odločiš to poslušati, tvoja stvar, ne, če pa pač probaš tega izogibati, jaz ne bi rekel, da bi tu zdaj mogli regulirati, kaj lahko ljudje govorijo, pa v katerih vsebinah ne, pa to bi jaz pustil, da je svobodno, če se le da. Zato, ker v medijih vseeno, taki kot smo večer, ne, odgovorni uredniki, pa uredniki odgovarjajo tudi sodno za neke stvari, ki jih lahko naredi napačno novinar, pa objavi kakšno stvar, ki ni v skladu z zakonom. Ne. Čutite verjetno tudi to zdaj odgovornost, ker ste že govorila sama o moralnem kompasu in zdaj si ti kar nekako dobro to povzem. Pač imate to v mislih ves čas, ko snemate. Ja, se mi zdi, da prije največ problema pri tem, ko grejo v eter neke informacije, ki enostavno faktološko niso pravilne, ne? Ali je to neka zgodovina, ali je pač to neka, ne vem, čist neka dokazljiva zadeva, ki se pač potem gre ven ta informacija, ki je napačna. To jaz vidim ful veliki problem in se mi zdi, da včasih bilo fajn, če bi imeli nekega, ne vem, urednika. Zdaj, kako to urediti, nimam pojma, ne? Še vedno sem jaz tudi pri tem, da bi mogoče bilo boljše nekako bolj, ne vem, dati v zavest ljudem, da so res oni odgovorni, kaj konzumira, pa mogoče na tem delati. Pol imamo sicer tu otroke, ki pač tega ne morajo delati, ne? To je potem spet drugi problem. Kako njih nekako zaščititi. Ampak čisto iskreno, to bo šlo nekoga drugega. Ne, vse to se pogovarjamo zdaj o mnenjih. Ja. Vidva pa ste že v bistvu eno objavo podcasta, mislim, skenslala, niste objavila, ker ste se odločila, ne. Tako da... pa smo že mogli eno, ki je bila že objavljena, brisati zaradi takih stvari tudi. Ja, ampak to je bila ena izmed 183, se je to zgodilo. So bile neke težave v zaledju. Management. Ja, sej se spomnim, ko ste razlagala, a si ti razlagal na tistem predavanju o tem. Takšne zadeve recimo v tradicionalnih medijih skušajo kakšne agencije ali pa podobni urejati skozi neke avtorizacije in podobno, ne, ampak včasih kar je povedano, pa če je povedano, se stvari ne morejo popravljati. Tako da, kako se soočate s hejtom? Zdaj sem videl, par dni nazaj sta storija objavljala, ko pač nekaj folk ni bil, zdaj sem že, ko ljudje niso bili zadovoljni z... Zdaj že ful sprostil, ne? Ja, ne vem, mi smo vse na tradicionalni mediji, pa dan sem si že dal kratke hlače gor, babica bo jezna, ne? Ker tudi moja babica gleda podcast, ne, pri 82, tako da, ja, vprašal sem. Ne, to si ravno rekel za hejt. Ja, hejt, ja. Torej, kako se to reče? Sovražni govor, ja. Sta se soočila že s tem, kako vidva gledata na to, vama je cool, ok, vi ker pišete, rič boste povečali, doseg boste povečali, ali vajo prizadane? Mislim, mene osebno se ne, načeloma, mislim pa sej nekaj to, kaj si omenil, da smo objavljala, to vem, da je bilo, to je bil pa naprimer tipičen primer, kjer sma midva malo zaspala, ko nam je gost tumbno tako nefaktološko
stvar. Aha, In sva glede midva- THC-ja Glede THC-ja v travi, ne? Mhm. In sva midva bila tako, pač, veš, ti si v nekem flow pogovora, on ima neki monolog, zdaj ti, veš, prvo, zdaj jaz osebno niti registriral, ker je on tako ful hitro to govoril, ne? Pol komaj, ko sem preštudiral, je to bilo, ne? Pozno to pač objavila, pa smo dobila dosti hejta, ne? Ampak, veš, na drugi strani pa je to naredilo verjetno dosti več pozitivnega za naju. Tisti izsek ima ogromno gledo, zaradi tistega izseka smo pridobila ogromno sledilcev, res? Ne, in zdaj, veš, zato ker je nekaj, so eni tam pisali odspoj, da smo zdaj midva debila, zato ker smo, ali pa ker je on debil, ker je to rekel, veš, zdaj doktor Perko nima Instagrama, ne od tega nikoli videl, jaz pa sem prebral 3 komentarje izmed 40, kaj je bilo, ker mi za druge sploh ni zabral, ker ne vem, zakaj bi to bral, ker vem, tek so vsi isti, ne? Ljudje, ki pa jih to tako bremeni, da oni zdaj dejansko grejo tam pisati take sestavke pisne, to pa je pač pol njihova stvar. Ja. Ne vem, vsaj po eni strani, recimo, zdaj, če smo pri tem primeri, ne, da je nekdo nekaj napačnega povedal, recimo, da potem komentarji so recimo tvoj, kako bi rekel, je tvoje uredništvo, ker veš, zdaj se je potem 30 komadov spustilo noter, pa napisali, to je napačno, ne, pol veš, folk nekako vidi, ok, to je ta napačna informacija, kako zgleda, ne, in tako greš bolj preveriti, ampak, ne vem, mene se tudi, ker, ja, ne dotakne se me niti to, pa itak je ful, dosti krat, zelo malo dobima nekih osebnih komentarjev, da bi glih letelo direkt, ne. Smisla, ja. To je tega pa, jaz se zdaj ne spomnim na zadnje, kdaj bi karkoli kdo sploh napisal tak direkt samo za najo, ne, ponovaj grem na gosta. Ne, pa jaz bi tudi tu izpostavil, da najhujše oziroma najbližje, kaj pride temu, da bi se dejansko začel obremenjevati s tako stvarjo, je, če res leti direktno na tebe, kar vem, da naprimer najnemu bivšemu članu Matotu, ne, je parkrat letelo, ne vem za njega govoril, kako se on počutil, to pač samo on ve, ne, ker vem, da je on dobil par taj komentarjev, ki so bili negativno direktno na njega, veš, pa zelo tak, ne ono, samo malo eni so rešili v daljave, ono, da bi on mogel nehati, veš, so mu napisali, da veš, tak res folki, ono, ne vem, kaj sploh mora biti, da greš nekaj tega komentirati nekomu, ne. Jaz pa vem, da sem pred kratkim dobil enega, ki pa je bil najbližje tega, oziroma me je tako malo zmotil, pa sem se pol malo o tem razmišljal, mi je nekdo napisal, če imam neki taki daljši pisni sestavek, je napisal, ampak je pol na koncu dodal, če imam slučajno sindrom premikajočih nog, zato ker sem delal v enem podcastu, sem dostikrat nogo tak in pol dostikrat tak delam z nogo. Ne? In zdaj ne vem, če to dejansko, ker bi bil živčen, ne, ker sam se ne počutim za nekaj fez živčnega, ali ne vem, zakaj začnem to delati, ne? Ampak včasih pol tako kamera preklopi na mene, jaz tikaj govorim, zraven pa tak z nogo delam, ne? In mi je pol nekdo to napisal, ampak je še neka taka tak prav je tak znanstveno se je dotaknil tega, zdaj zakaj jaz to nogo tak premikam, ne? Posvetil se ti je. Ja, in to sem jaz bil edino, kar je bilo malo tak, sem bil tak, ko sem res sindrom premikajočih nog. Ker recimo nam, ne, pač... Nemirnih nog. Nemirnih. Narobe se pogooglal, kaj sploh to pomeni. Pač pri nas je to, mislim, vse skozi dogaja, ne, sploh na Facebooku. Jaz mislim, upam, da sta vidva tam manj prisotna, kot moramo biti mi, ne, ker pač pridobimo en del, vseeno dosega tudi tam, ampak tam so pa ljudje kar nesramni in direktni in grejo na osebno noto, ne. To imam tudi iz prve roke izkušnjo, ampak jaz sem se, če nimam, pač imam Facebook, ampak ga ne uporabljam, ne. Mislim, aplikacija je trenutno ono, da bi jo mogel prvo ti jo predlaga za odstranitev? Ne, ono refreshat, kako se reče slovensko, posodobiti bi jo mogel, da bi jo lahko sploh uporabljal, ne. No, ampak vem, da eno podjetje, ko sem še par let delal, pa sem se tam kazal, pač tudi osebno pred kamero, in je bilo, načeloma nismo imeli nekega striktnega začrtanega tona komunikacije, da bi to moglo biti ful slovnično, ali pa kaj smo kar pač v mariborščini, pa kar pač ene stvari bolj po domače, ne, in to vem, da je po Facebooku, to jaz sicer nisem videl nikoli, pač pa nisem se odločil, da bi šel brat, ampak so mi oni govorili, ne, to se od spodaj pol zgrabijo 3 mamice in si izmenjajo 40 komentarjev o tem, kako si lahko sploh podjetje dovoli, da nekdo zdaj nekaj neslovnično pravilno reče, pa da je nekaj bilo narobe napisano, gor ali pa bolj direktno na mene, kako jaz govorim, kako se jaz obnašam, kaj je z mano narobe. Još Facebook je res divji prostor, to sem slišal govorice, ne nikoli pogledal. Kaj si vidva mislite o teh medijskih nastopih, imata dress code, ti imaš dosti krat majice, ki so meni všeč, rockerske, ne. Jaz sem enkrat dobil na poti
itak iz našega marketinškega oddelka, da pač takrat, ko vemo, da se nekaj snema, da naj nimam majice oddalo stari gor, ki je lahko sporna, ne, pri kakem oglaševanju, ne. Ja. Ko gledata vidva na te neke standarde, je boljše, da si pristen, da ne vem, če sem jaz kdaj že v našem podcastu govoril tako sproščeno in nezborno slovensko, kot mogoče danes govorim, ker sta vidva malo bolj vzhodno v Slovenskih goricah kot jaz in s Kungote, tako da imamo pač vsak svoje narečje, ampak ko gledata na to, kakšna sta na podcastu in kako govorita. Ja, zdaj prvo dress code, ne, tu bi jaz rekel, da si mogoče taki podcast, ko smo mi dva, lahko privošči, da se res oblečemo tako, kot nama paša, ne. Zdaj, ker tu tako gledam, zdaj če jaz najni podcast, tudi ko prija neki gost v najni prostor, probamo narediti tako, da smo to res neki, ne vem, sobi, doma v dnevni, pa se pač pogovarjamo, ne. In zdaj, če se tebe moti, kako majico imam jaz gor, pri najnem pogovoru, pol, ne vem, se mi zdi, da je v tebi problem, ne. Veš, ker jaz sem ista mnenja imel tudi, če imel srajco gor, ne. Samo drugače vam zgleda. Tako da tu imam jaz pač tako mnenje, ne. Zdaj pustimo neke take malo bolj uradne stvari, ne. Tam itak, da tega ni, ampak pri najnem podcastu pa pač si kak si, ne. Glede govorice, tu smo pa že imeli tudi debate, ne. Ker jaz tudi zdaj, kak govorim, ne, je čisto drugače, kak gučim doma. Še bolj izrazito. To je po mojem niti na 60% nisem, ne, kaj je zdaj, ker on ve, recimo, ko me kdo domačih pokliče, ne, to se vsi samo menijo, koliko je rekel, ne. Tako da, ne vem, ampak to je nekak, vseeno pa probamo ohranjati neko štajerščino, ne. Se mi zdi, da... Tega ne moreš, veš, to... Ja. Jaz tako govorim besede slovnično pravilno, ampak ti, kako bom jaz odprl usta, boš slišal, sem jaz z Maribora, ne? Neš nikoli mislil, sem jaz Ljubljančan. Jaz edino, kaj mogoče, ne vem, v zadnjem času, ni to toliko zavestno, ampak se mi zdi, da, ne vem, več kot, ne vem, kaj jaz načeloma, ker dosti berem, pa take, veš, da vseeno malo bolj prideš v ritem nekega... Ne vem, sam bereš angleško, ne? Samo tu iz slovensko vsake toliko nekaj, ne? Ajde. Ampak ja, samo ne vem, zakaj se mi zdi, da tudi če bereš angleško, ti to izboljša tudi tvoj domači jezik. Delno. Ker jaz ne bi rekel, veš, ker ene besede si pol prevajaš, ne? Veš, ti razmišljaš v slovenščini, ne? Torej, če ti da neka misel v angleščini, za brat boš še ti bolj preštudiral v slovenščini, ne? No, v glavnem, pustimo. Zdaj to, jaz se trudim, da ne... Veš, ampak zdaj sem rekel, ne, veš, tega še nisem odpravil, oziroma tudi ne vem, če mi je v interesu, da bi, ampak vseeno, da ne pa zdaj ono čist maksimalno po domače, kot da smo na piru na pošti, ne? Toliko se te pač jaz potrudim, da ni čist ono grobo. Samo anglizne so pa pač se trudite full odstraniti, ne? To je zdaj neko kampanjo. To je zdaj neki... kako se reče, v slovensko sploh movement. Gibanje. Viš, on smo ne zna slovensko. To je zdaj malo sicer v šali, malo pa je tudi zares. Se mi zdi, da sploh naša generacija, veš, včasih pač je neki stavek, ko bi lahko komod bil slovenski, ne, pa bi bilo čisto super, ampak pač enostavno, ker toliko konzumiramo nekih vsebin preko pač ekranov, ki so itak v angleščini ponavadi, ne, mislim, da ti to pač prija noter v podzavest, ne. Kjere slovenske podcaste poslušate? Ali jih morate vse, oziroma čim več, zato da se pač sta malo... Ne? Ne. Ker jaz imam pač vse slovenske medije polajkane in posubskribane na vseh platformah, zato da pač vidim, kaj dela konkurenca. Ja, jaz osebno samo Klemna A-idejo pa Jureta Underdog podcast. To jaz druga se ne spomnim, da bi sploh kaj poslušal. To je to dvoje, samo to. Jaz sem še bil zelo veliki fan, zdaj sicer mislim, da če se tako lahko izrazim, propadlega podcasta Nekaj. To ste ful poslušali, ker so bili Mariborčani, pa je bilo ful carsko. Drugače pa ja, A-ideja, sicer ne vseh, ampak tiste tematike, ki me zanimajo. Rožnato dolino poslušam, je ful the best. Včasih kako epizodo tudi od
kaj je, Mihaja Šalihara, Mihalizem. Mihalizem, ja. Tudi to včasih poslušam, odvisno tudi od gosta, itak. To. Ne vem, če sem zdaj kaj. Pa opazovalnica. To mi je okej. tako, da. Vprašal. Kaj, vseeno aparatus je začel, ne? Koliko sta bila videla takrat stara v začetku 2010-ih, torej mlada sta še bila, nista kaj spremljala. Ne? 8 let. Ja. Kaj pa Fejmiči? Aha, Fejmič tudi, ja. Ja, To pa jaz sem tam, največji fan Fejmiča, drugače. Ja. Ne? Tako da zdaj mi je malo tako. Žalo se mi je storilo, ko nista omenila Fejmičev. Ne? To sem zadnjič videl, ko ste, kdo je bil ti, Bergant, pa še nekdo, ko ste bili vsi isti, kdo je Bergant, je bilo. Ja, na Štuku je imel predstavo, Gašper, jaz sem pa čakal tukaj še na ene stvari, da se pripravijo. Mislim, da si ti ravno montiral takrat, ne? In sem, Alen je za kamero, in sem pač šel pogledat predstavo, pa smo pač imeli bolj debato o ovcah in tega, ki prihajam jaz z kmetije, pa zdaj svak dela novi pašnik in se pač Gašperja, ki je poznavalec teh stvari, vprašal malo, kjero jezersko-sočalsko ovco lahko zrihta za eno dobro ceno. In pol je Tevš iz študentske organizacije Univerze v Mariboru naredil selfie. Ja. Ampak ja, mi je pa res en tak ritual, sobota dopoldan za sprostitev, če grem v vinograd ali pa če se peljem na kako tekmo v popoldanskih urah, da pač tisto eno uro se res zabavam zraven. Gremo še na politiko. Hecam se. Geopolitiko. To si napisal, kdo je odgovarjal, ti si Jaz sem napisal, to da o napisal. tem pa bi vam mogel naprej napisati. Ali nam bom samo vprašal, kako smo po minutaži. Ok. Viš, to Hitro gre cajt. nekaj, to zdaj bo uredništvo, že res treba pripričati. Veš, kaj mi jaz pa tako več, itak ti je vseeno, kako Ja. je, ne, vse vaš, ne. Viš, ne vem, pa zdaj ker sila. Te pa za konec še povejta, kaj si želite, da bi se na medijski sceni v Sloveniji spremenilo, izboljšalo? Imate kakšne želje? Da bi čim dlje časa bilo čim več medijev popolnoma svobodnih, brez medijske korupcije. Aha, zanimivo, ok. Kaj pa si jaz? Imam jaz kako željo, sploh, ne vem. To je vredo človek brez nekih takih Ja, jaz želja. sem skromen, ne. Vse je super. Ne, Te pa povejte, kaj je naslednji projekt, recimo Vine, s čim se, povedala sta že, s čim se ukvarjate, ampak s čim, pač kaj vaju bo zaposlovalo v naslednjih tednih, mesecih? Dosti podcast snemam, v bistvu. Okay. Da bi dosti snemala pred poletjem, zato da poletje ne rabimo, ker noben ne rad snema v tisti ici, noben se ne rad obada z dopusti, pa usklajevanjem, pa vsem tem ne, in zdaj včasih je težko že uskladiti najo dva z gostom po zimi, ko so vsi doma, kaj šele poleti, ko bo vsak od najo neki druge, tu pa tam plus gost na dopustu, ne, tako da bi rada čim več podcastov posnela zdaj v maju in začetku junija, da smo pol čez poletje fraj. ja. Da to je zdaj bo verjetno največja stvar zraven klasičnega dela. Ja, jaz se še zdaj lotevam enega tudi novega projekta, z majem začnem v bistvu. Če bo koga zanimalo, najboljši, da me pofollowa na Instagramu, to pa bojo v bistvu taki malo bolj sproducirani, kratki filmčki, mogoče tudi kaki sketch, če lahko temu tako rečem, ampak ja, v bistvu sem se zdaj ful vrgel v to cinematografijo, tako da zdaj sem rekel, da mesečno recimo, da prišel en tak je ven. Bravo. To je nekaj take. Ti se ukvarja z marketingom, pa je on vključil glas Ja, v samo da- podcast. Pa ne. sam, jaz za podcast, on pa followajte me. Ja. Zdaj, ko bo to objavljeno, bo verjetno Lakersi že izpadli, ne? Tako da tebe ne morem To pa res je. v basketu nič več vprašati. Se zbujaš? Pa gledam? Ne, nikoli. To pa nisem nikoli delal. Nazaj si vrtim edino to, tu pa tam drugače pa gledam. Kaj za trijana, ne? Ti recape, ja, ampak najem rajše. Najem rajše nam gore razviti. Najem rajše Lakersi. S čim vidva zaključita podcast? Ja, da povabite ljudi, da se naročijo, ne? Ja. In da grejo v dodatni del, ki je plačil na YouTube platformi.
In zom pa jaz to naredil. Najprej se vama zahvaljujem, da sem si vzela v predprazničnem času čas za večer. Upam, da še kdaj vzamete časopis v roke in da kdaj kliknete na našo spletno stran, pa tudi da pokomentirate, če se vam kaj ne bo zdelo kul na naših državnih omrežjih, da mogoče zarastemo v medij, ki bo še bliže mladim. Tako da hvala, da ste prišla. Ja, hvala tebi za povabilo. Drage poslušalke, poslušalci, bralke in bralci, gledalke in gledalci, hvala, da ste bili z nami. Jaz sem bil Miha Dajčman. Naročite se na podcast, naslednjič izidemo v ponedeljek 5. maja. Kmalu zatem pa sledi tudi 80-letnica večera. Za konec pa še, kot ste navajeni, vsebine, ki jih prinašata Večer v soboto in Večer v nedeljo. Poslušajte, berite in klikajte Večer za vikend, ker smo z vami in za vas tukaj vsak trenutek. Ko si odpočijete od praznovanja praznika dela, vas v Večeru v soboto čaka. Zakaj zamik podnebnega zakona in kaj prinaša novi sistem trgovanja s kuponi, ki bo odslej veljal tudi za manjše porabnike? Slovenija spada med države, ki v Evropi in na svetu sodijo med najbolj ogrožene zaradi podnebnih sprememb, zato bi bilo logično, da bi podnebne politike postavljala na prva mesta političnih agend. A kljub temu so naše podnebne politike precej neodporne na menjave vlad ali, kot v zadnjem primeru, na predvolilni čas. Medtem, ko mladi gledajo v telefone na sladoledu in kavici, ne smejo misliti, da je to fini novi svet, ki se jim ne more poslabšati. Tako pravi profesorica Janja Hojnik, ki se sprašuje tudi o centralizaciji in o tem, da oddaljena elita ne dela za ljudi. Pred 80. obletnico konca druge svetovne vojne smo se pogovarjali z zgodovinarjem dr. Gorazdom Bajcem, kako je najhujša vojna v človeški zgodovini obrnila svet, kaj smo se naučili iz mučne smrtonosne lekcije, če sploh. V nedeljskem Večeru preberite zgodbe, ki jih Ana Praznik doživlja v oddaji Delovna akcija na Pop TV, so tako pretresljive, da so načele njeno čustveno in telesno zdravje. Pomagala je prijateljica, psihologinja. Kako se slovenska zdravilišča razvijajo v skladu s sodobnimi trendi, kako dopolnjujejo svojo ponudbo še z drugimi vsebinami, smo preverili v Termah Ptuj, Sava hoteli, Termah Čatež in Dolenjskih Toplicah, Terme Krka. Zgodba iz serije Velikani športa. Italija je porabila velikansko vojaško silo, da si je začasno pokorila Etiopijo, ta pa je osvojila Rim z enim samim junakom. Adebe Bekila je zaslovel v olimpijskem Rimu 1960. Za konec še preblisk francoskega kiparja Augusta Rodina. Lepota je povsod in naše oči so jo sposobne videti, le da pogosto zro mimo nje. Lep in uspešen maj vam želimo.